Valentinovo je danes, zato naslednjih nekaj minut namenjamo ljubezni. Te, predvsem tiste prave, ni tako preprosto najti. Medtem, ko so nekoč mladi hodili na mladinske plese ali veselice in tam z lahkoto spoznali partnerja tudi za vse življenje, se je danes iskanje in spoznavanje preselilo na splet. Tam sta se spoznala tudi Jerneja in Mitja. Lepo pozdravljena. Zdravo. Seveda vprašanje, zakaj na splet, ali ni dovolj priložnosti za iskanje partnerja tako v živo, iz oči v oči? Odvisno od življenja, kaj ga živiš. Mi dva smo oba jutranja človeka, hodimo zgodaj spat, zgodaj se zbujamo, tako da se niti ne je mogla spoznati v kakšni diskoteki, kje zvečer zunaj, je bil internet najboljša, oziroma ja, najboljša opcija. Ampak so že prej bile mogoče kakšne spodletele veze ali poznanstva, pa zato potem tudi na splet? Kar se mene tiče, jaz lahko rečem, da sem jih imela kar nekaj vez v svojem življenju, ampak niti eni vezi se nisem počutila doma, kar pomeni, v vsaki vezi sem nekaj pogrešala in tiste veze so bile ponovadi take, kjer sem vedno iskala še nekaj, kot da mi je nekaj manjkalo. In potem pač človek postane star čez 30 let, Noče biti več samski. Noče biti več samski, definitivno, ne, pa tudi jaz sem bila v zvezi, recimo, ampak kljub temu sem si želela drugačno ali pa boljšo zvezo, ne. In moram reči, da sem po 30. letu, ne da se ti več kar naprej ven hoditi in tako naprej. Pa sem rekla nič. Jaz grem na splet, zaradi tega, ker je to enostavna rešitev, veliko prej izveš o človeku, kaj preden ga sploh spoznaš, to je fenomenalna stvar in ne rabiš toliko časa, če se dobro organiziraš. In kako se to organizira na spletu, oziroma kako ste se vi tega lotili? Slučajno sem naletel na spletno stran, tam sem se prijavil not, pol pa enostavno pridejo neke ponudbe, malo sam pobrskaš. Pol pa jaz mislim, da je na ključe, kot da bi se, ne vem, mogoče na cesti dva srečala, ki sta en za drugega. S tem, da je tam lažje, zato ker vseeno ni toliko osebnega stika, tam lažje tudi spregovori z osebo, ker sta tudi oba dva z istim namenom gor na portalu, tako da neprimerljivo lažje je. Na Skype povezavi imamo tudi, ker ste omenili portal OnaOn, vodjo tega portala, gospoda Luko Kogovško. Lepo pozdravljeni, gospod Luka, se slišiva? Dober večer. Evo tako, par v studiu pravi, da sta se spoznala pri vas z vašo pomočjo. Koliko takšnih ljubezni ste že pomagali najti? Ja, moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem. Torej, letno pomagamo blizu 1000 parom poiskati nekoga. Tako da v vseh teh letih, odkar obstajamo, se nas je nabralo že praktično 17 000. Pa na kakšen način, ne vem, vi pomagate, poiščete oziroma predlagate nekomu osebo z istimi karakternimi značilnostmi, z istimi interesnimi dejavnostmi, kako? Torej, osnova je v tem, da človek izpolni svoj profil. Takrat si mora vzeti 5 minut časa, da razmisli, kaj hoče, kaj noče. In to je zelo dobro, ker se ljudje hitro izločijo neustrezni, ne? Recimo napačna izobrazba, napačne razvade, navade, kraj bivanja. Večina ljudi želi nekoga blizu, ne prav daleč, ne? In tako dalje, do nekih zelo specifičnih hobijev, kot je skupno gledanje določenega žanra filma. Torej, ljudje imajo zelo različne kriterije, nekateri so ljubitelji živali, drugi spet, kot vaši gostje danes sta oba športnika, recimo sta se predvidevam tudi zato našla. Tako da ljudje se najdemo na različne načine, potem pa, ko imaš en zelo ozek seznam kandidatov, takrat je pa vse enostavno, veš, da iščejo, poskusiš. Pa se oni sami najdejo v živo ali tudi vi kakšne dogodke potem pripravite? Ja, mi prirejamo okrog 80 dogodkov letno, recimo zdajle samo v naslednjih 14 dneh jih je kar precej, od plesnih do neke večje konference v ljubezni, do kuharskih tečajev, potem mislim, da se dobimo zdajle še v maskah, en zakasneli plesni vikend, tako da ljudje radi pridejo in uživajo tudi v spoznavanju v živo. K vam ne pridejo naključno, k vam pridejo tisti, ki iščejo resno zvezo. Kakšni so vaši uporabniki, profil, ne vem, starost? Ja, drži, torej OnaOn.com je v vseh teh letih se usmeril na ljudi, ki iščejo resno zvezo. To pomeni, da so uporabniki večinoma starejši od 30 let,
ker mlajši nenazadnje najdejo še marsikje druge, pa tudi na spletu imajo kakšne druge kanale. Ko pa enkrat ljudje recimo prekinejo s kakšno daljšo zvezo ali pa se ločijo, pa ugotovijo, da so njihovi socialni krogi že precej oddani, začnejo razmišljati bolj racionalno, kako zdaj do res pravega človeka. Nenazadnje gre pogosto za starše z majhnimi otroci, ki ne želijo kar ta prvega spustiti v to nežno družinsko vzdušje. Tako da je en kup razlogov, zakaj potem, ko smo starejši od 30 let, se poslužimo tega kanala. Je pa tega zdaj že toliko, da praktično 80% vseh samskih v Sloveniji že uporablja ta kanal, ker je pač zelo praktično. Na enem mestu imaš 170 tisoč samskih in par tisoč jih je sigurno tudi zate zanimivih. Potem se moraš pa malce preklikati do zmenka v živo. Tako, vi pa zožite ves ta izbor. Najlepša hvala za pogovor. Mikaj, lep pozdrav vam in gostom v studiu. Lep pozdrav. Torej tako, zožili so vama izbor, potem sta se poklikala, če lahko tako rečem, in na to, kaj srečala v živo. Je takrat tista kemija ali prvotna energija, ki se je kazala v dopisovanju, se je očitno prenesla tudi v živo? Vsekakor. Midva kaj dosti si nisva klikala, prej nekaj sva si, ampak jaz nisem za to, da se predolgo klika. Tudi raziskave kažejo, to vem, da dlje, ko se klika, dlje se tudi ostane samo na tem. Če hočeš imeti resno zvezo, se moraš spoznati. In dan današnji živimo v najboljšem času, kar jih je sploh bilo v zgodovini, vseh zgodovin, kot reče Mitja rad, zato, da resnično lahko izberemo zase idealnega partnerja. Ne rabimo več iskati samo partnerja, s katerim bi pač bili manj, kot dejansko smo, ampak lahko res najdemo idealnega partnerja. S pomočjo tega spleta? Absolutno. Ampak zdi se, da se potem res najdejo tisti, ki so si podobni, kaj pa je s tem, da se nasprotja privlačijo? Vsak zase ve, se na koncu koncev je to odločitev vsakega človeka. Odločitev, za koga se odločiš, komu rečeš da in komu rečeš ne. Če si želiš srečnega partnerstva, se boš verjetno spravil skupaj z nekom, ki ima vsaj približno iste karakteristike, v isto verjame, ima približno enake hobije. Zaradi tega sva se midva našla. Midva greva spat zvečer ob 8, kateri človek na tem planetu še hodi ob 8 spat, pa se zjutraj ob 3 vstaja. Ni torej šanse, verjetnosti, da bi se vidva srečala nekje spontano zunaj. Verjamete, da ste si usvojena? Ja. Kako dolgo ste že zdaj skupaj? Skoraj 3 leta. Torej, ni bilo mogoče, da se srečate kje spontano, tako da vam je, ne vem, to res olajšalo in polepšalo življenje? Sigurno. Definitivno, midva se ne bi našla prej, ker sva imela, Mitja je bil taki rekreativn, zelo konkreten športnik, triatlonec, Ironman, te zadeve so za njim in če hočeš to delati plus zraven tega še imeti redno službo, je to nemogoče. Ogromno ur treninga, tako da. Jaz pa tudi sem živela prej v Grčiji 8 let in ravno takrat, ko sem prišla nazaj, rekla, to hočem, sva se ravno midva odločila v tistem času, da letos pa našla. Tudi tu je bila neka usoda, da ste se ravno v tistem trenutku odločila. Super, želim vam vse dobro, hvala za pogovor in za obisk v studiu.